Najprej morda ta nabor medovitih rastlin je kar velik. V naši knjigi, ki smo jo napisali o avtohtonih medovitih rastlin, je to, bi rekli, vsaj tam nekaj čez 2000 rastlin, a ne. Vendar tisto, kar se da nekako bolj opazno saditi, so vsekakor drevesa. Nekje od pomladi naprej lahko opazujemo, kaj cveti, in kar je za čebele zelo dobro, je recimo divja češnja, potem seveda tudi še kakšna druga vrsta iz sorodnikov sliv, a ne. Potem pa imamo na primer mali jesen, javorje, kar nekaj vrst javorjev, potem lipa in lipovec, ki cvetita malo pred pravim kostanjem, pravi kostan, to so tisti glavni nabor, bi lahko rekli, drevesnih vrst. Morda še omeniti jerebiko, breg v naših krajih, recimo breg je kar spregledan, zelo zanimivo drevo, tudi s sadeži, a ne. Potem imamo pa razne grmovnate vrste, zdajle nam odcvita leska, ampak s to ponavadi nimamo problem, da ne bi bilo dovolj. Bolj je recimo s kakimi vrbami na nekaterih območjih, beka je nekako že kar pozabljena, včasih je bila skozi po vinogradih, in potem druga vrba iva, ki tudi ni preveč gosto razširjena, tako da te dve vrbe sta recimo v takih za to zgodno pašo. Potem imamo pa seveda še kasneje različne grme, ki nam cvetijo, tako da se kot recimo tudi kakšne trdoleske ali kaj podobnega, in seveda ta nabor je kar širok, zato smo en tak spisek pripravili. Med zeliščnimi trajnicami pa teh še veliko več, sploh pa bi bilo zelo koristno morda še bolj skrbno skrbeti za cvetoče travnike. Tudi na tem precej delamo, seveda to ni potrebno ravno sejati, včasih na kakih območjih tudi, ampak z pravilno nego travnikov, izkoriščam lahko imamo tudi več cvetja na travnikih, in to je tudi eden od pomembnih pašnih virov, da bi se vsaj deloma vrnili, in to tudi v enem od projektov, v katerem sodeluje fakulteta, rešujemo.